Značaj označuje človeka kot posameznika, zlasti v odnosu do ljudi, okolja in podobno. Govorenje, vedenje, naša dejanja, še posebej v težkih okoliščinah, kažejo naš značaj. Svet rabi ljudi z zdravim značajem. Mnoge krize hočemo rešiti z močjo, denarjem, vlaganjem in podobno. To so pomembne stvari, vendar brez zdravega, stabilnega značaja človeštva lahko vodijo katastrofo. Na žalost se malo govori, vlaga človeški značaj. Želim, da pogledamo nekatera svetopisemska načela, ki govorijo o tej temi. Če je bil kdo zdravim in popolnim značajem, je to bil Jezus. Kako se je Jezus loteval, govoril, učil o značaju? Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Jezus želi, da naš značaj gradimo na ljubezni do ljudi in to celo do sovražnikov. Razodetje značaja Boga je, da daje življenje in skrbi za vse ljudi. Sonce vsak dan vzhaja nad hudobnimi in dobrimi. Skrbi ali dežuje vsak dan krivičnim in pravičnim. Mi bi rekli, pa to ni pravično. Toda Jezusov pogled je bil širši. Njegova želja in namen je, da spreminja značaj vseh ljudi, dobrih in hudobnih. Razvoj zdravega značaja vodi v odnos celo s sovražnikom. To pa je velik problem človeštva. Človek s svojo močjo ne more moliti za sovražnike, odpuščati, kaj šele ljubiti. To lahko delamo samo z Božjo pomočjo. Človeška narava tega ne zmore. Brez Božje pomoči smo omejeni v odnosu do sovražnikov. Svetu je veliko tudi dobrih človeških dejanj, toda večino primerov so namenjene tistim, s katerimi smo v dobrih odnosih. Zakaj je Jezus tukaj tako radikalen? Samo ljubezen zmaga nad sovraštvom. Jezus ni prišel, da reši človeške probleme z nasiljem, ampak z ljubeznijo. Pride dan, ko bo ljubezen zmagala nad nasiljem. Svetopismo govori o ljubezni, ki bo trajala večno. Ljubezen nikoli ne mine. Seveda pa je to velik izziv, če ne celo največji za človeštvo. Sredi sovraštva, zla, krivice, maščevanja, obsojanj in prepolnih sodišč graditi na ljubezni celo do svojih sovražnikov. Pavel pravi, da obstaja proces dokončnega razodetja ljubezni. Zato potrebujemo, ali Božja beseda pravi, za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje in največja od teh je ljubezen. Zdrav značaj je pripravljen plačati ceno, saj vidi dlje in to je bil Jezus. Zato je bil pripravljen ljubiti celo sovražnike, z jasnim namenom, ciljem, da pride do spremembe. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina,
da bi se nihče, kdor veruje van ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog nas ljubi. Umrl je za nas, da ne bi bili pogubljeni. Umrl je zaradi naših grehov. Umrl je v bistvu za svoje sovražnike. A smo že sprejeli Jezusovo ljubezen, odrešitev? Toda Bog nam ne želi samo odpuščati naših grehov, ampak želi spreminjati naše življenje značaj. Želi, da postanemo v dejanjih, značaju podobni Jezusu. Bog želi v nas razvijati zdrav značaj, dober sad svetega duha. Ljubeče življenje, odpuščanje, sprejemanje drugih, celo sovražnikov. Bog želi pomagati, toda pomembna je naša odločitev, vztrajnost in predanost, zaupanje Bogu. Jezus je učil ljudi, ki so mu hoteli slediti. Vsem pa je govoril, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Jezus tukaj ne govori o zatajevanju samega sebe v smislu odpovedovanja hrane ali določenih užitkov. Govori o zatajevanju človeških sebičnih lastnosti in predanju, zaupanju Jezusu. Jezusovo glavno poslanstvo na zemlji je bilo, da umre za grešnike celega sveta. V bistvu je Jezus ljubil in ljubi sovražnike. Ko govorimo o spremembi našega značaja, v bistvu to pomeni večkrat zatajiti samega sebe v pozitivnem smislu. Odpoveš se tistega, kar uničuje tvoje življenje. Pomeni dajati sebe za nekoga drugega, samožrtvovanje, samozatajevanje v korist drugega. Bog nas želi spreminjati. Njegova beseda je zelo jasna, včasih težka, vendar z jasnim ciljem, sprememba našega značaja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. Pavel govori, da naj ne gledamo samo nase, temveč tudi na druge ljudi. Mi rabimo drugega, tudi v svoji sebičnosti se uničujemo, zato rabimo spremembo. Včasih vsej svoji sebičnosti mislimo, da smo sami na planetu. Bog pa nam govori, da naj cenimo drugega, namesto se prepiramo in uničujemo. Vsi smo pomembni in potrebujemo drugega. Potrebujemo tudi Boga, da nam uspe. Storimo vse, da nam to uspe. Bog nas ljubi in potrpežljivo spreminja naš karakter. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. A smo odprti za Božjo ljubezen, ki je opisana tukaj? Bolj ji bomo predani, bolj bo vplivala na nas in spreminjala naš
značaj.